Konec januarja so se začela dela na železniški progi Zidani Most-Celje, ki bodo trajala naslednja 3 leta. Gre za posodobitev dela železniške proge, ki ni doživela prenove več kot 100 let. Poglaviten povod za dela vredna 280 milijonov evrov je povečanje osnega pritiska, kar bo omogočilo večje hitrosti na tej progi in večjo gostoto vlakov. Davkoplačevalci in potniki pa se nadejamo, da bodo poslej tudi naši vlaki bolj točni. In kaj vse bodo dela obsegala? Nadgradnja odseka na relaciji Zidani Most-Celje je eden izmed sklopov, kako na progi med Zidanim Mostom in Šentiljem doseči kategorijo D4, to pomeni 22 ton pa pol osnega pritiska in pa 8 ton obremenitve na tekoči meter. V nadaljevanju za dosego tega cilja je potrebno nadgraditi še odsek med Poljčanami in Slovensko Bistrico, urediti vozlišče Pragersko in pa nadgraditi odsek med Mariborom in Šentiljem. Po dokončanju, se pravi po popolnem dokončanju tega odseka, bodo na tej progi lahko vozili težji vlaki, povečala se bo prevozna in prepustna zmogljivost te proge, hkrati pa tudi omogočilo v tovornem prometu. Glede potniškega prometa se bo seveda omogočilo varen dostop potnikov na postaje, na perone. Skratka, gre za celovito ureditve te proge. Celoten projekt je ocenjen na 280 milijonov evrov, od tega pa je projekt sofinanciran v višini 90 milijonov evrov s strani evropskih sredstev. Kaj pravzaprav ta načrtovana oziroma že v izvedbi rekonstrukcija prinaša nam uporabnikom? Vemo, gre za večje osne pritiske, pomeni večje hitrosti. Ja, glejte, v prvi fazi bo največja dodana vrednost te nadgradnje prav v povečanih osnih pritiskih, se pravi, da bodo lahko tukaj vozili težji tovorni vlaki in pa tudi te novejše lokomotive električne, katere imajo 22 ton pa pol osnega pritiska. Je pa ta odsek med Zidanim Mostom in pa Celjem še en del, kjer nimamo zagotovljene kategorije D4, naslednji odseki na tem koridorju še so v Poljčane Slovenska Bistrica, železniška postaja Pragersko in pa odsek med Mariborjem in Šentiljem. Ali to zdaj pomeni tudi, da bodo vlaki bolj točni? Lahko uporabniki na to računamo? Glejte, vsekakor bodo vlaki točnejši, se pravi bolj točni, ampak problem sedaj je v tem, da so te zamude prihajajo predvsem zaradi nekih del, ki se izvajajo na železniški infrastrukturi. In ko je železniška infrastruktura posodobljena, potem teh rednih vzdrževalnih del več ni toliko in potem je tudi manj teh zamud. Kaj zdaj uporabnikom v potniškem prometu prinaša ta povečan osni pritisk, večje hitrosti, tudi več vlakov? Seveda bodo povečana prevozna prepustnost proge omogoča tudi prepeljano večje število vlakov na tej progi. Seveda to je odvisno od ponudbe, ki jo bodo ponujali kolegi v potniškem prometu. Seveda vse skupaj upoštevajoč trenutno postopke za nabavo novih potniških garnitur, pomeni to vsekakor možnost pogostejšega taktnega prevoza na tej progi. Kako moteno bo življenje, če temu tako rečemo, na železnici? Se pravi, kako moten bo promet na posameznih tirih, na cestah, glede na to, da bo nekaj materialov vendarle moralo migrirati z enega konca na drugega? Vsekakor govorimo o gradbenih delih, ovire bodo tako v železniškem in pa v cestnem prometu. Če hočemo obnoviti železniško progo, moramo imeti zaprt tir, se pravi, da tire odstranimo. Na teh medpostajnih odsekih je potem predvideno, da promet poteka po sosednjem tiru, en tir je zaprt, se demontira, na železniških postajah pa potem najprej dela izvajamo na eni strani železniške postaje, potem pa na drugi strani železniške postaje, tako da v tem času bodo posamezne ovire v prometu, tudi zamude bodo lahko z tega naslova nastajale v času gradnje. Kaj se pa tiče povečanega prometa na samem cestnem delu, tudi tam bodo neke določene ovire tudi
z ukinitvijo 5 nivojskih prehodov gradimo tudi določene nove ceste, povezovalne ceste, obnavljamo ceste, gradimo tudi nov most v Marija Gradcu. Dela na železnici se bodo izvajala pod prometom, kar pomeni, da se določenim oviram tako v tovornem kot tudi v potniškem prometu ne bomo mogli izogniti. Mi bomo skupaj s prevozniki sprejeli ukrepe, pripravili organizacijo potniškega prometa na način, da bo za potnike čim manj moten, seveda pa bo v posameznih primerih, ko bodo potrebne popolne zapore, potrebno tudi organizirati nadomestne avtobusne prevoze. Vsekakor za potnike bo poskrbljeno, seveda ob upoštevanju kakšnih manjših zamud, ki se jih pa žal ne bomo mogli izogniti. Prav tako v tovornem prometu bomo v primeru, da bo prihajalo do preobremenitev, organizirali skupaj s prevozniki nadomestne prevoze preko drugih obvoznih poti na Dobovo, Koprivnico, namesto na Hodoš, na Jesenice, namesto na Šentilj. Seveda to je za prevoznike pomeni dodatne ovire, podaljšanje potovalnih časov, vendar v naslednjih 2-3 letih bodo tudi ti ukrepi potrebni. Most čez Savinjo, cestni most, kako pravzaprav lahko argumentirate upravičenost tega mostu ob vaši oziroma pri vaši investiciji? Glejte, gre kot posledica ureditve nivojskih križanj na železniški infrastrukturi. Mi ukinjamo železniški prehod in potem nadgradimo novo povezovalno cesto, oziroma da lahko izpolnimo pogoj, da lahko železniški prehod ukinemo, moramo urediti cestno infrastrukturo in zato je ta most čez Savinjo v Marija Gradcu vključen v naš projekt. Gospod župan, ko govorimo o novem mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, se postavlja kar nekaj vprašanj. Najprej, je mikrolokacija že izbrana in dokončna? Ja, v skladu z načrti je praktično ta varianta zadnja, ki je tule tudi nekako na voljo na ovinku, samem Marija Graška ovinka, je tudi zadnja in dokončna varianta in na to varianto se tudi v tem trenutku že delajo vsa gradbena dovoljenja in pa v bistvu vsi projektni papirji. Zdi se, da je iztek mostu na drugi strani Savinje nekoliko nesrečno izbran. Se motim? Jaz težko ocenjujem to. Jaz mislim, da to je v bistvu bila prva idejna zasnova, ki je delala že leta 2007 Lineal, podjetje Lineal. In jaz upam, da bo tudi eventualno kakšno, mogoče, ker zdaj v tem trenutku je dejansko še zelo težko detajle komentirati, glede na to, da tudi niso definirani. Jaz upam, da bo služil tistemu svojemu namenu, ki mu je namenjen in da bo tudi ta iztek nekako dobil eno takšno primerno in pa praktično podobo. Čigav strošek bodo priključki cestni, ki bodo na novo narejeni pravzaprav? Ja, v bistvu je v tem delu je v kompletu, kar se tiče prometa, je to državna investicija, glede na to, da se tudi ukinja sam nivojski prehod v Marija Gradcu in sled tega je prišlo tudi do izgradnje tako tega mostu, kot tudi vseh priključkov in pa poti, tako za Radoblje po eni strani proge in pa za Rimske Toplice po drugi strani. Torej, suma sumarum, če rečeva, je pa vendarle to velika pridobitev, prihranek za občinski proračun, ker ga na svoje pleče vzame železnica. Ja, v bistvu lahko rečemo, da smo nekako z ureditvijo same železniške proge, ki dejansko Laško deli na dva dela in z odpravo teh nivojskih prehodov, ki so tudi temeljni razlog za vse te investicije, bomo kar v mnogočem uredili samo prometno infrastrukturo v tem delu Laškega, to je Laško jug. Mi smo imeli tudi mogoče malo sreče pri samem načrtovanju pa projektiranju v preteklosti in smo tudi OPPN Laško jug tudi sprejeli že pred, mislim, 2 leti. Kako je z mostom v Rimskih Toplicah? Ja, kar se tega mostu tiče, je tak planiran, tak je tudi bilo zagotovljeno s strani Ministrstva za infrastrukturo. Kar se tiče ureditve v Rimskih Toplicah, v tem trenutku se
je nekako v izdelavi OPPN za ta del tako mostu preko Savinje, kot tudi novega podhoda proti Jurkloštru in pa obvozne poti proti delu, ki vodi nazaj proti Laškem, po drugi strani pa proti zaselku, proti Povčenem. Tako da jaz mislim, da bo tudi ta OPPN v letošnjem letu sprejet. Če ne bo kaj preveč pripomb, sam mislim, da smo nekako te probleme več ali manj že obelodani oziroma smo dosti neko tako razpravo že vodili nekako pred pričetkom samih del na sami železniški progi. Tako da računamo, da bo sam ta podhod istočasno šel v izgradnjo kot podhod v Laškem. Sam most je pa obljuba Ministrstva za infrastrukturo, da bi se tudi nekako pričel graditi koncem leta 2018-2019. Žal vam bolj natančne vizualne podobe novega mostu in siceršnje ureditve ne moremo pokazati, ker kaj takega niso naredili. A dejstvo, da so se območju, kjer bo zdaj iztek mostu v Marijo Gradcu ob izgradnji železnice pred več kot 150 leti izognili, bi nam moral dati misliti. Zahtevnega terena so se takrat preprosto ustrašili in ne glede na sodobnejšo tehnologijo, Bog vedi, ali mu bodo dandanes kos.